Dober večer in najprej hvala Društvu humanistov Goriške, ki vsako leto organizira knjižni festival Mesto knjige, v decembru pa tudi praznični knjižni sejem v sodelovanju z novogoriško občino Knjige pod jelkami. Letošnji sejem bo potekal prek ekranov, kot tudi nocojšnji pogovor. Moje ime je Kristina Božič, delam kot novinarka in veliko veselje in čast mi je, da lahko z nami pozdravim tudi kolega Boštjana Videmška, avtorja letos izdane knjige Plan B, pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti, ki je nastala v sodelovanju z Matjažem Krivicem, čigar fotografije so tudi vključene v knjigi. Boštjan, lepo pozdravljen. Živijo, Kristina, lepo pozdravljena. Strašno sem vesel, da smo enkrat v tem formatu. Je res. Imam pa tudi tremo, moram reči. Na obeh straneh, brez skrbi. Super. Bova se mogla znati obnašati, ne gre drugače. Tako. Tako Matjaž Krivic kot Boštjan Videmšek se zdi, da ne potrebujeta dodatne predstavitve, oba nagrajena tako v Sloveniji kot mednarodno za njune dosežke na področju dela, kjer ustvarjata. Boštjan je nedvomno prepoznaven slovenskemu bralstvu, predvsem kot novinar časopisa Delo, kjer je bil vrsto let tudi zaposlen, poročal z kriznih žarišč, vojnih žarišč, točk, kjer se je zdelo, da se dogajajo družbeni zločini oziroma da nastajajo družbene stiske zaradi politik tako Evrope kot drugih konec koncev kontinentov, ki danes na nek način ključno zaznamujejo naš planet. Za to knjigo, Boštjan je tudi avtor številnih knjig zdaj že, Plan B se pa vsem zdi, Boštjan, da je na nek način prelom, kot tudi sam zapisuješ v uvodnih in končnih zapisih oziroma stavkih, s tem, kar si delal do zdaj, na nek način poskus iskanja upanja, ampak jaz bi vsem, glede na to, da je to knjižni sejem in da knjige so sijajno orožje, ampak tudi zelo lepo in vedno priročno darilo, ostala v bistvu pri knjigi kot formatu. Za novinarja to ni nujno najbolj domač format, pa me zanima, kaj zate, glede na to, da imaš zdaj izkušnjo že nekaj knjig. Knjiga ponuja, ko pripoveduješ zgodbe, ko vzpostavljaš na nek način ta stik ali pa prostor z bralcem, da poveš zgodbo, ki si jo slišal, videl, zaznal, spoznal. Kaj so prednosti v dobi tega, kar ti praviš, asocialni družabna omrežja internetna? Kaj so mogoče frustracije zate, ko so pred tabo bele strani knjige, ki je šele v nastajanju? Ja, nesporno je velika prednost dolgoživost knjige, ne? Govorim predvsem tudi o knjigi v tiskanem formatu, ker se mi zdi, da sem, kar se odnosa do tiskane ali elektronske knjige, star približno 112 let. V življenju še nisem prebral elektronske knjige. Preprosto ne zmorem tega. In v bistvu je to tak radikalen konzervativizem v resnici, in pristopu do pisanja in branja knjig. Zdi se mi, da s tem ne samo hranjam verjetno svoje novinarske delo malo bolj živo, ali pa dlje živo, razširjeno, v razširjenem formatu, malo bolj osebnem, malo manj žanrskem, recimo. Hkrati je to tudi nek boj za preživetje knjige kot take. Ko pišem knjigo, se vedno počutim tudi kot bralec, veš. S tem, ko si tiste 2 pa 3 beli listi prazni, tega občutka pa v resnici ne poznam. In to je zelo preprostega razloga, zato ker delam non-fiction. In v bistvu je vseh 6 knjig je v bistvu nastalo na podlagi že narejenega dela, in nikoli ne pišem
z velikim časovnim zamikom za nazaj, ampak če je le mogoče, no, to je morda tudi neka obsesivno-kompulzivna motnja, vse pišem sproti, ne. V bistvu, ko pride do odločitve, da nastane knjiga, recimo plan B, ne, je prva stvar, ko jo naredim, in vedno je tako bilo tudi z ostalimi knjigami, no, več ali manj, da dam nabor materiala, ki obstaja na kup, ugotovim, okej, ne vem, takole iz glave, od prilike, recimo, imam 60% tega, kar si želim imeti, seveda to treba rewritati. Zdaj, kaj manjka, razmislim, vprašam nekaj ljudi, ki jih cenim, ki vejo več o teh stvarih kot jaz, kako vidijo, mogoče, kako bi lahko ta knjiga izgledala. In se potem v bistvu že s precej zapolnjenimi stranmi lotam neke, v bistvu je to skoraj da, v bistvu ni več to klasična produkcija, ampak postprodukcija, ne. Tako da to ni neka, to ni nek oster izstop iz comfort zone v resnici, ne. Zato, ker saj sama zelo dobro veš, da pač, če smo v vsakodnevnem pogonu, ne, to seveda te zmatra to, ne, pisnem, ampak to tudi utrjuje neko rutino, ne, je zelo podoben kot v športu, pač. Zavedaš se, da zmoreš, da moraš napisati, ne vem, iz prve, vmes za eno kavo 30,000 znakov, je samo še en dan v pisarni, ne. Žal je to samo še en dan v pisarni, ne še en dan na terenu, ne. To je ta razlika pač pri knjigi, ne, da takrat, ko se jo lotam končevati, pač takrat prekinem praktično vse zunanje impulze. To pa je dejstvo in mogoče v tem je podobno nastajanju klasične, morda poslovne knjige ali pa nekoga, ki piše vse skupaj od začetka, a ne. Ampak pri meni je to zdaj že skoraj desetletje nek ongoing process in v bistvu medtem, ko, veš, ko nastaja novinarska zgodba, da v bistvu to tudi v resnici nek nabor long readov, no, ali pa reportaža, ne, v bistvu že razmišljam, kaj še manjka, katere elemente bo potrebno dodati, da bi to bilo še malce bolj celostno in bi lahko zadostilo potrebam knjižnega formata, ne. In to me v resnici zabava, ne. In ne vem, pri nekaterih avtorjih non-fictiona modernega, recimo pri Davidu Epsteinu, vidim zelo podobne tendence, ne. Veš, je tudi recimo v dnevnem procesu, dela tudi žurnalistične stvari, a ne, ampak jih dela z semiliterarnim umom, no, ne, ves čas je čutiti, tudi če ne veš, da dela nov knjižni projekt, da nekaj takega dela, ne, da ima stvar širši kontekst, da si je sam tudi postavil nek okvir in v njemu pač zapolnjuje sproti z delom manjkajoče elemente, no. To je, kar se meni tiče, seveda je trdo delo, ampak je tudi čisti užitek. Ne, kar novinarstvo samo po sebi že kar nekaj časa seveda ni več. Ne. Pa imaš občutek, mislim tako, da lahko tukaj se ponudi ravno ta nek širši okvir, več refleksije, ko mogoče v novinarskem delu zmanjka. Absolutno, saj to je velika prednost in tudi refleksija daje, po moje, grda beseda je izdelek, ne, izdelku dolgoživost, ne. In tudi je mogoče, ne vem, jaz tudi razumem to na neki ravni, ne samo, v bistvu to tudi arhiviranje, ne. Jaz nimam nikakršnega arhiva, ne zbiram ne tekstov, nimam, ne vem, nabora, ne vem, stotin posnetih intervjujev nekje seveda imam, ne pa vsega, nobene kategorizacije, nobene kronologije, nobenega skupka tekstov, tudi tisti, ki so mi najbližji, nikjer nimam tega, pač vse, kar imam po kompjuterjih, ampak v bistvu mogoče tudi zato, ker te knjige v bistvu delam v neki seriji, kronološko in v bistvu še kar, kako ne rečem, morda celo malček preračunljivo, no, ne, v bistvu poskušam medtem, ko spremljam neko temo, razumeti, kako bo ta umeščena v čas in prostor, ne vem, čez 2, 3, mogoče 5 let, ko bo iz mojega dela, pa začetka projekta, ko bom imel dovolj nabora stvari, da bi lahko nastala knjiga, ne. Zelo intenzivno sem se s tem ukvarjal pri knjigi Na begu, a ne.
knjigi pač o beguncih in migracijah, pri kateri v bistvu je 3/4 časa nastajanja knjige, pa je to knjiga približno nastajala desetletje, na terenih, v bistvu se skupaj se je dogajalo ful daleč v neki eksotiki, nekaj, kar se ne dogaja nam, nekaj, kar je, ne vem, z neštetimi gorami in puščavami, Potem pa v finalni fazi, ko sem že, to, ko sem se govorila na začetku, v bistvu že v postprodukciji, ko se je knjiga zaključevala, je pa v bistvu začela begunska zgodba prestopati tudi slovenske meje, in takrat v trenutku, ko sem imel prvi draft končan, je samoklicana leva sredinska vlada Slovenijo etično porinila v skrajno desnico in s postavitvijo meje, s postavitvijo žice na slovensko-hrvaški meji, in to se je pokril, rekel, z zadnjo piko v knjigi, in v tistem trenutku sem hotel se stran zapisati, ker me je, moram reči, da me je pa to res izrazito presenetilo, še posebej po septembrskem, takrat so oba delali tudi te zgodbe, po septembru 2015, čeprav je bilo čutiti en kup negativnih vzgibov v družbi in v politiki, pa vendarle na terenu so stvari izgledale precej toplo, človeško in obetajoče, Potem pa se je stvar zelo hitro spreobrnila in ko je politika prevzela diskurs ulice, je ulici omogočila, da postane fizična, da postane političen akter. Od tistega trenutka naprej drvimo v nepovrat skrajnosti in v bistvu se je vse skupaj zelo poklopilo tudi z neko odločitvijo osebno in profesionalno, da prekinem s poročanjem iz vojn oziroma kriznih žarišč. Ne samo zato, ker sem postal prestar in morda malce pametnejši in seveda se zavedal, da sem porabil večino kviskov, ampak tudi zaradi tega, ker nisem mogel več verjeti, preprosto se nisem mogel več nategniti, da lahko to še delam, da ima to kakršenkoli smisel, razen tega, da sem junkie, B, da hodim zelo šabno na ego safari. Še posebej si mi pa to potrdili po ugrabitvah in tudi eksekucijah šli bližnjih kolegov in prijateljev, in bitka za Mosul je bila v bistvu prva vojna, pa sem imel za sabo kar nekaj, v kateri me je bilo od prve do zadnje sekunde tako strah, da se nisem mogel zares ukvarjati zgodbo samo, ampak samo s tem, kaj bom jaz tam počel, kaj bom jaz kle zadelati, ker sem prišel nazaj, sem se rekel, dosta, fucking više. In to je bil trenutek, ki ga je vedno na preži začutil človek, ki me je, Matjaž Krivic, sjajni fotograf, ki me je v bistvu s različnimi projekti dobesedno pecel, vsaj 10 let, in je vedno naletel na zelo zoperen ali pa skoraj na robu tega, da bi to bilo kot odjebi, nimam cajta, pust me, kaj delam pristop, in se je samo tako izpod brade smejal, ko on je pač permanentno zaposlen in delal svoje stvari, boš ti že videl, in me je dobil glih na točki preloma in uturil to bolivijsko zgodbo in rodil se je plan B po 4 letih. Zdaj, na koncu knjige nekako zapišeš tudi, da si vedno verjel v človeka, ne pa v človeštvo. Pa me zanima, kaj to pomeni in zakaj to razlikovanje? Zato, ker sem zdaj pa že skoraj grozljiva številka, četrt stoletja novinarskega dela in spremljanja v živo in mrtvo tega, kar lahko človeštvo stori, pa ne vem, lahko govoriva o genocidih, množičnih grobiščih ali pa ekocidih, spoznal toliko izrazito močnih posameznic in posameznikov, ki so šli čez vse mogoče kroge pekla in ohranili človečnost, ljudi, od katerih sem se učil ostati človek, ljudi, ki so doživeli to, da si in šli čez toliko, da si je nemogoče sploh predstavljati, kje vse so bili,
ampak so prišli nazaj kljub vsem ranam, izredno vitalni in so marsikje v svojih skupnostih tisti, ki so pomagali tem skupnostim preživeti. Zato tako intenzivno ločujem človeštvo kot celoto ali pa človeštvo kot množino in človeka kot izjemo, človeka kot ednino. Človek je izjema, ki potrjuje pravilo človeštva. Zdaj, v knjigi sta vseeno z Matjažem nekako zbrala zgodbe teh izjemnih ljudi, tudi opisuješ skupnosti, v bistvu nekih skupnih projektov, ki dajejo oziroma vračajo upanje ali pa kažejo možno pot naprej. Pa me zanima, mislim tako, kaj je tisto, kar imaš občutek, da te izjemne zgodbe, kaj jim preprečuje, da bi bile pravilo? Da bi postale sistem? Ja, na prvo žogo odgovor nič, ne? Na drugo žogo pa to, da so izjemne zgodbe, ne? Ravno ta, bi rekel, razlikovanje med izjemo pa praviloma, ne, preomenjeno. Skupni imenovalec tega nabora zgodb po prvem delu knjige je neka volja določenih posameznikov, določenih skupnosti, seveda marsikje specifično geografijo, in za tega, da je tudi podnebjem. V bistvu nek talent, tukaj treba biti pač iskren za, na eni strani nabiranje evropskih sredstev, tudi da se znati prijavljati na take in drugačne natečaje, na drugem pač nek nežen, tenkočuten preplet tehnologije in sociologije. In te primeri, morda razen Tilosa, kjer sem pač prvega samopreskrbnega otokom renewable energy, vso obnovljivo energijo v Sredozemlju, na katerega sem pač izrazito zaljubljen, so v resnici zelo algoritmični. In bi bilo mogoče, pač razen nekih specifičnih, recimo, kot so škotski Orkneyski otoki z izrazito količino stalnega močnega vetra, plimavanja in valov, prekopirati, aplicirati na številne prostore po svetu, tudi v Slovenijo. Ampak tisti njihovi ključni skupni imenovalci so pa nekaj, kar je pač treba z izrazito lupo iskati. Ljudje, ki so kljub neugodnim, bodisi poslovnim, socialnim, kulturnim, ekonomskim, političnim, seveda tudi podnebnim okoliščinam, v bistvu, ali pa ravno zaradi naštetega, šli preko območja svojega obdobja, šli v neko zavestno tveganje, da v bistvu naredijo vse za to, da je skupnosti bolje. Vsi so razmišljali v prvi osebi množine, to je tisto, kar druži te ljudi. Razmišljali so socialno, zavedajo se, pa večina izmed njih, da je zeleno lahko samo socialno in da je socialno lahko samo zeleno. Zavedajo se, da mora biti čim manj nekonsistentnosti, da ni vse zeleno, kar se zdi, da je zeleno, da mora biti čim manj greenwashinga v tem. Obenem pa se zavedajo tudi zelo preprostih reči, da morajo iti preko v bistvu nekega ideološkega spopada, da morajo biti usmerjeni, uperjeni v prihodnost, da ne gre čisto vsemu pretirano gledati v zobe, zato ker tukaj in zdaj obstaja izrazita potreba po širši, kako naj temu rečem, podnebni koaliciji, in da tudi so pripravljeni na krov vodikove ali pa električne ladje, sprejeti tudi ljudi ali pa korporacije ali pa države, ki so morda med najbolj odgovornimi za to, da se približujemo nedoseganju ciljev Pariškega podnebnega sporazuma, ki v teh dneh praznuje svojo 5. obletnico. V vojni si je zelo težko izbirati zaveznike in boj s podnebno krizo je zagotovo vojna, je pač
ključna, po mojem mnenju, fronta človeštva in ne le človeštva. Obenem, ne, pa je treba vsekakor biti na preži, da ta boj s podnebno krizo ni uzurpiran, ni ukraden, ni, kako bi rekel, potahrerjen, ne, tako kot so bile kakšne številne lepe, visoko in lepo zveneče iniciative v zadnjem desetletju, tako na politični kot na socialni, tudi na protestniški ravni, no. Je treba biti pri tem zelo previden. To pa je mogoče le, če imaš precej dobro pokrit hrbet, ne. Če se obnašaš modro, če razmišljaš ne samo v naslednjem dnevu, ampak tudi v naslednjih 5, morda 10 letih, če širiš svoj network in če vsaj v primeru boja s podnebno krizo iščeš primere podobnih praks ali pa podobno etično motiviranih praks po vsem svetu, ne. In te ljudje, ki tudi zato so jih v bistvu z lahkoto našla, ne, so več ali manj vsi na nek način povezani med seboj, ne, in sodelujejo. In če se vrnem k vprašanju, ne, to lahko postane, v bistvu je že neke vrste sistem, sicer je subsistem, ne, skoraj neka subkultura, ki pa, ne, ironično, ob izrazitih, vsaj v Evropski uniji je tako, ne, se zdi, da je da ima, ne vem, Evropska komisija in Evropski parlament več vsaj neke deklarativne in finančne podnebne ozaveščenosti kot evropska javnost, ne. V naslednjih mesecih in letih bo na voljo tako noro veliko denarja za Evropski zeleni dogovor in Green Recovery, za zeleno obnovo Evrope, res smo popolni kreteni in bebci in popolnoma bebave, res nazadnjaške družbe, poljubno ustavi, katero je to, ne bodo zmogle zelenega preboja, ne. Zdaj to dejansko postaja poslovni model. In ne le v Evropski uniji, vse kaže, da bo, mislim, da določitev Johna Kerryja za posebnega podnebnega odposlanca, novo izvoljenega predsednika Joea Bidena, kaže tudi v tej smeri, ne. Zeleni paket Joea Bidena v Združenih državah je vreden $1800 milijard, to je isti znesek, kolikor je vredna Green New Deal pa zelena obnova Evropske unije, ne. Seveda je to helikopterski denar, pač od nekje bo padel, ne. Ampak vraga, izkoristimo ga, ne. In ta neke vrste, kako bi rekel, ekonomska iniciativa, ki seveda poseduje kanček oportunizma, mora biti vzeta zelo resno, ne pa odrinjena stran, ne. Tukaj se mi zdi, v bistvu nastaja konflikt med številnimi civilnimi iniciativami, morda tudi kakšnimi nevladnimi organizacijami na eni strani in v bistvu nekim korom, vsaj evropske politike, ki se je za to odločil kot poslovna priložnost. Zdaj se mi zdi, da bi ta del malo bolj ostre okoljske politike to lahko sprejel kot priložnost in ne zavrgel, ker to je edina priložnost, ki je na voljo, ne, in se mi zdi, da je to koalicija, kako bi rekel, da je to treba ravnati kot volivka z grozovito stisnjenimi zobmi, zaradi katerih je razneslo čeljusti, ko je mogel iti 5. 6. novembra na volišče, ne. To je pač treba storiti, to je naša etična dolžnost. Zdaj, omenjal si zaveznike, ne, pa v bistvu ta priložnost, kaj je pred nami. Hkrati se zdi, da v družbah, v katerih živimo, je ogromno nezaupanja. Tudi v veliki meri z razlogom, ne, ker je denar tudi evropskih projektov, ki so zveneli sijajno, bil uporabljen za zelo dvomljive končne rezultate ali pa celo zato, ker, čeprav razumem, ne, praviš tahirizacija. Pa da razrešimo in da bralce obvestimo. Knjiga ima napisan tudi, da jo je podprl Siemens. Kaj to pomeni oziroma kaj je to pomenilo zate kot za avtorja knjige pri izboru v bistvu samih zgodb? Je to del teh zavezništev, o katerih govoriš, da jih je potrebno sklepati? Kako razumeti v bistvu to podporo? A je to v bistvu znak tudi tega, da zmanjka vseh ostalih društev, institucij ali kakršnih koli organov, ki bi podprli
tako pisanje oziroma to sliko sveta, ki jo vidva predstavljata z Matjažem? Stvar je bistveno bolj preprosta. Ne? Oba delava z časopise, ne? In časopise so oglasi, in na revijah so oglasi. Če so stvari kakor tako urejene na časopisih in revijah, lahko govorijo tudi o televiziji in drugih medijih, potem to ne vpliva na novinarsko delo, na avtorsko delo. Ne? Siemens je knjigi pristopil mesec pa pol potem, ko je bila napisana zadnja črka. Ne? Knjiga je bila že, mislim, da prvih tako tik pred tem, da gre prvih 100 izvodov v tisk. V bistvu en teden, še manj, 5 dni pred prvo predstavitvijo v Navodniku v Domičiji. Nekaj tazga. Ne? In je v bistvu pristopil kot nekdo, ki je finančno podprl izdajo knjige, kar dejansko pomeni, ne vem, stroške tiska in tako naprej. In z vsebino, ali pa z mojim delom, to nima nobene veze. To je dogovor med založnikom in Siemensom. Vsebina je popolnoma nedotaknjena in jaz s tem nimam nikakršnih težav, sem Siemensu hvaležen, da jih to zanima. Mi je pa v bistvu večkrat sem že dobil to vprašanje, pa me malo čudi v resnici. No? Zato, ker prihajajo od vseh nas, ki smo pač, ne vem, leta, desetletja, pač, ne vem, ali zaposleni ali pa freelancerji v podjetjih, ki imajo svoje lastnike, pa imajo svoje oglase in je to nekaj v tem poklicu po moje samoumevnega. Če bi pa prišla kakršnakoli zahteva od kogarkoli, kadarkoli, da se spremeni, da se že obrne vrstna red kakšnega poglavja, pač no fucking way, nikoli, nikdar. In mislim, da tudi, ne vem, pač ne zveni to preveč ošabno, ampak se mi zdi, da ni podjetja, ki bi se v Sloveniji to upalo narediti. No. Okay. Ne bi bilo dobro zanje. No. Knjigo v bistvu se zdi, da je iskanje, mislim, tako, oziroma tudi, ko se reče, zemljevid, zgodb, ki niso to, o čemer si ponavadi pisal pa poročal, torej vojna žarišča. Vseeno v drugem delu odpreš tudi vprašanje litija, to je konec koncev bil tudi sam začetek, čeprav razumem, sodelovanja z Matjažem, ko sta šla pogledati ravno to, litij kot nova bela energija, bela nafta, ki pa odpira mnoga vprašanja, tako kot recimo hidroenergija danes z velikimi hidroelektrarnami. Kakšna podoba sveta se ti je pravzaprav na koncu izrisala? Ker prej se je zdelo, si šel v kraje, kjer so podobe že vnaprej se zdele grozne. Tukaj se zdi, si šel tudi tiskati lepe slike, da si se učil videti lepo. Je slika samo lepa ali je tudi zelo zapletena in kaj lahko v bistvu tukaj, ne vem, novinar ali pa avtor knjige ponudi kot orodja za to, da se ne počutimo samo nemočne in popolnoma majhne, ampak tako kot marsikdo v knjigi, katerih delo predstavljaš kot akterje in ustvarjalce, pravzaprav boljših in boljših možnosti in tistih možnosti, ki v resnici grejo na nek način in kažejo v pravo smer. Zdaj, v bistvu, to, kar govoriš, je meni v zelo podobni verziji odmevalo vsa ta leta nastajanja knjige v glavi. To so ključna vprašanja. V bistvu je to povezano tudi s tem, da se mi je zdelo v enem trenutku, da postaja meni in tudi ljudem, ki spremljajo moje delo že ne malce, ampak izjemno neznosno, res neznosno to repeticija človeške tragedije. Absolutno to ne pomeni, da ne mislim več pisati teh osebnih tragičnih zgodb in slediti dogajanju po svetu, nikakor ne. Ampak se mi zdi, da je, da ko imaš neko vid, ko akumuliraš neko znanje in izkušnje, s tem pač se tvoja družbena odgovornost precej poveča. In glede na to, da sem v bistvu v stik s podnebno krizo zares prišel prvič v resnici v Darfurju leta 2004. Pač mi zdi tako v mojem spominu, je to res prva vojna,
tak, mislim, v spominu, v živem spominu, ne, od stvari, ki sem jih doživel, ki je bilo nemudoma jasno, si pogledal levo in desno, si vedel, da je to povezano z spremenjenimi podnebnimi razmerami, z izredno degradiranim okoljem in tako naprej. Ne. In pa večina konfliktov v naslednjih letih, praktično celoten Bližnji vzhod na čelu z Sirijo in Severnim Irakom, seveda kasneje tudi z Jemnom, je izrazito povezan, da ne govorimo o celotnem Sahelu praktično z posledicami podnebnih sprememb. Tukaj lahko dodava tudi Afganistan in predvsem severozahodni del Pakistana. Ne. In v bistvu je bila to neka v resnici dobesedno naravna pot z človeškim pospeškom. Ne. In v bistvu za isto metodologijo v resnici, ki sem delal zgodbe drugje in prejšnja leta sem se tudi te lotil, ne, samo sem po dolgem času prišel v prostore, kjer se me ni bilo treba ukvarjati z lastno varnostjo, B, z neskončno birokratizacijo, C, z checkpointi na vsakih 200 metrov, D, z vsakodnevnim preverjanjem tega, kam lahko grem, kako grem. In v bistvu tudi po tem, ko sem šel v freelance, z bistveno večjo količino časa in v bistvu sem zaradi te odločitve postal gospodar svojega časa in s tem prostora. Seveda je pandemija spremenila, časa je več, prostora ni, ampak ja, to me je sprostilo nekako, kot pisca po moje. Zato in z Matjažem, velikim estetom in človekom, ki mu čas teče precej drugače, precej bolj počasneje recimo kot meni, ali pa nam, ker smo ujeti v ta novinarski krog, sem se imel marsikaj za naučiti, tako opazovanja. To sem se seveda učil tudi z Juretom Erženom, ampak na nek drug način, v drugih okoliščinah. Pri Matjažu je pa njemu mesec ne pomeni nič. In na terenu nikoli nikdar nikomur zavezan, nikoli nikdar se mu nikamor ne mudi. In tukaj jaz nisem imel nobene izbire, sem se prosto mogel temu prilagoditi. In ko sem se, kako ne rečem, sprostil, sem temu začel zares uživati. In Bolivija je bila en tak točka vstopa, ampak Bolivija je bila v resnici prva zgodba, ki so jo delala, da so se vračala nazaj v tej litijski zgodbi litija, ampak nisem mogel znebiti, kako bi rekel, starih navad. In hvala Bogu, da je tako, zato ker je litijeva zgodba o litiju, je vse prej kot enoznačna. Tudi zgodba prehajanja na električno mobilnost je vse prej kot enoznačna in nobenem ne smemo pozabljati, da litij preprosto ni samo litij karbonat, ključno gonilo litij-ionskih baterij, ampak je tudi, seveda je tudi prisotno v vseh naših gadgetih. Je del najne komunikacije, naše komunikacije, je del igralnih panelov, praktično vsega elektronskega, kar uporabljamo, res kroji naše življenje. In tukaj sem leta redno preberal vse, kar je napisal, tako v knjižni kot v magazinski obliki, angleški novinar in znanstvenik Fred Pierce. In v bistvu on se je vedno, ko se je usedel za računalnik, pa se je usedel v avto, se je vprašal, kje vraga prihajajo mikročipi, kje končajo, zakaj lahko jaz tipkam, kdo je to sestavil, kaj se zgodi, kaj jaz trupnem v smeti. Se usedel v avto pa vprašal, kje je kavček v mojih gumah, in tako naprej. In v bistvu je to pripeljalo praktično do krompirja na svojem krožniku in v bistvu postavil neko ključno vprašanje za vse nas. Ves čas moramo vedeti, kaj imamo v rokah, v ustih, obuto in na čem in s pomočjo česa se vozimo. In v Boliviji sem nekako sprejel to odločitev, da bi to rad pojasnil, ne vem, najprej sebi pa publiki, če se bo to dalo. Ampak iskreno, to je noro drago, čist logistično strašno zapleten. Kako z Matjažem so hodila po Salar do Juniju, visoko v bolivijskih Andih in se čudila neskončni lepoti tega kraja, in so se pogovarjali tako, kako je možno, da midva slediva gramu kleskopanega litijevega karbonata, do končnega produkta. Zato so mogla v bistvu ubiti cel svet, Kitajske tovarne električnih avtomobilov in sestavljalnice battery packov na Kitajskem,
kar je danes to ne bi bilo več mogoče, ker se Kitajska, dobro, ne samo zaradi pandemije, bistveno bolj zaprla. Vidva sva marsikaj glumila, da sva neka predstavnika Evropske unije, imela sva GoPro kamere skrite, pač delala so precej undercover, ne. Ki je tudi zelo transparentno, pa so naj sprejeli z velikimi napisi in tako naprej, ne. Ampak pač sva bila v 16 dneh v 12 mestih, ne. In to je bilo pač nekaj najbolj napornega, kar sem v življenju delal, ampak je tudi pač, še en ekonom, je nama je dalo nek zaradi objav v tujih medijih, ker pač tega nihče prej ni naredil, ne, na ta način in sva pač nekaj zaslužila zaradi tujih objav in to nama je omogočilo, da so ta projekt speljala do konca, ne. Da v bistvu sva kot freelancerja lahko delala nekaj, kar v resnici si prvožijo izključno samo največji magazini na svetu, to, da lahko svojega writerja, svojega pisca in fotografa skupaj pošljajo za dlje časa na teren. To tako zveni, da bi se pogovarjala o prejšnjem stoletju, pa v resnici se. Ne? To je, ne da je mrtev žanr, to je zdaj znanstvena fantastika. Tudi, če že potem gre pisec, pa je fotograf najet od agencije ali pa Locals ali Stringer in tako naprej, to praktično ne obstaja več. Ali pa freelancer, ki ga potem postprodukcijsko pošlješ na teren in obratno, imaš pa fotke, pa na njih nekdo iz ofisa napiše zgodbo. Midva sta se pa od začetka prodajala k paket in Bogu hvala, sva bila zato kar solidno, če to primerjam s slovenskimi razmerami, finančno nagrajena. In sistem lahko potem financirala ne v celoti, pa vendarle kar del preostalih poti. Ampak recimo tako, zgodb je veliko, ne, tukaj v knjigi. Se ti zdi, da je priložnost, da pride do tega preloma sedanjega modela, ko na nek način Evropa živi na račun vseh ostalih delov sveta? Ker dobre prakse na nek način so iz vseh koncev Evrope pobrane, pa se odpre tudi ta zgodba. Zdaj, pred kratkim je bila ravno Liti, tudi, da so odkrili zaloge na Portugalskem, ampak je takoj v bistvu veliko tudi pomislekov, hkrati se pa odpira to, kar so na nek način vladi za podnebno pravičnost tukaj v Sloveniji ves čas opozarjali, da je treba zagotoviti, in kar tudi ti praviš, ni tako ekologije brez sociologije, torej brez neke ekonomske pravičnosti tudi zelenega prehoda verjetno ne bo ali pa bo zelo, zelo naporen in tudi represiven za marsikaterega člana družbe. Skratka, se lahko ta ideja izkoriščanja, ki nas je konec koncev tudi pripeljala v sedanjo podnebno krizo, prelomi. Grejo ti razmisleki tako globoko? To lahko rečem samo, da upam. To je pač ta razlika med človekom in človeštvom. Ja, hotel sem reči človeki. Moj motiv je bil, nočem tega risati kot utopije. Morda na trenutke se seveda spet v preomenjenem Tilusu zdi, da to je. In ravno s Tilusom hočem poudariti, da brez res, in zato naštevam, kaj vse se je prej zgodilo, preden je to postal prvi popolnoma energetsko samopreskrben otok. Najprej je prišel tja človek, zdravnik, ki je postal nepolitični župan, spremenil, bi rekel, podobo otoka, na katerega so se začeli vračati mladi ljudje, obnovil vse antične poti, prepovedal lov. Na otoku so potem pod njegovim vodstvom še daleč pred tem, preden je to v Grčiji postalo zakonito, izvedli istospolno poroko, prvo v Grčiji. Hkrati so se začela odpirati socialna podjetja. Jaz sem za otok slišal, medtem ko sem že delal to energetsko zgodbo, pač ko sem še intenzivno delal begunske, migracijske zgodbe in sem pač naletel na zgodbo v Tilus Hospitality centru in sem šel tja in se mi je zmešal od sreče, ko sem videl, da lahko pač off-grid, prav tako, stran od, bi rekel, daljnovoda v resnici, izven sistema, deluje lahko nekaj tako lepega, kot je delovalo tam. Tilus je
leži zelo blizu turške obale, hkrati se pa nahaja med otoki, ki so bili eni izmed ključnih ciljev v vzhodnem Egejskem morju beguncev in migrantov na poti iz Turčije proti Grčiji. In v bistvu je bil otok številnih brodolomov, ne cilj. Tja so prišli ljudje, ki se jim je nekaj ponesrečilo na poti. In to pomeni, da so bili fizično in psihično še v bistveno slabšem stanju od večine ljudi, ki so izrazito slabem psihičnem in fizičnem stanju prihajali v 100 tisočih na bližnje grške otoke. In na Tilosu pa so ljudi sprejeli, ne da bi se sploh ukvarjali, kdo so, kaj so, in nemudoma v bistvu po 3-4 dneh, mogoče odvisno od fizičnega stanja, psihofizičnega stanja po enem tednu, so jih začeli vključevati v družbo. Delali so brez, da bi znali besedo grško v lokalih, v trgovinah, če pač dela ni bilo, če bo to izven sezone, izven turistične sezone, ki na Tilosu traja 7 mesecev recimo na leto, so pa zelo krasnih, brez kakršnekoli žice, ograj ali pa prepovedi, živeli v tem nekem begunskem naselju, ki je bil pa v celoti vkorporiran v lokalno skupnost. In to me je totalno navdušilo. In so imeli velike težave, z UNHCR-om recimo, tudi z večjimi nevladnimi organizacijami, ker Tilos sam, strani potem županje, ki je sledila, bi rekel, idejnega očeta otoka Tasosa Liferisa, s pomočjo županje Marije Kame, so v bistvu res delali popolnoma izven sistema. In ta isti ljudje, ki so omogočili to lepo humanistično zgodbo, so tesno povezani z naravo, in so, kot rečeno, svoj otok iz degradiranega okolja spremenili v ekološki raj, obenem pa začeli tudi spreminjati življenjske svoje, ne samo pač splošno, tudi svoje življenjske navade, se poslovili od dizla, in vse, bi rekel, ogljične navlake in postavili s pomočjo vrhunskega talenta za zbiranje evropskih sredstev in povezave z znanostjo, z univerzami v Pireju in tudi kje drugje, z nekim mednarodnim konzorcijom stroke, so postavili pač hibridno vetrno fotovoltaično elektrarno, izkoristili svoje prednosti. Njihova velika prednost je tudi to, da so razvili poseben sistem za shranjevanje, baterijski sistem za shranjevanje, ki jim je omogočil, da so tudi na deževen dan bili polno pokriti, in nekaj mesecev po odprtju te hibridne elektrarne, ne samo, da so postali energetsko samopreskrbni, proizvedli so že 20-30% energije več, električne energije več, kot je sami potrebovali, so začeli izvažati in zanje tudi delno, ne povsem, na nek način tudi postal poslovni model. Torej, tukaj so vsi elementi, ki jih vsi skupaj mi potrebujemo za res prehod, za zeleno socialen prehod na zeleno, v novo zeleno družbo. Je to možno? V nekem širšem, to je isto vprašanje, kot prej, izjema pravilo, lahko samo upam, in plan B je namenjen točno temu. Tukaj si je nabor praks, na vas je, bi rekel, odločevalci, nosilci moči, če vas zanima, da to preberete, spremljate mogoče kot možnost, da v bistvu s tem vam mogoče odzamem kanček alibija, da se ne da, hkrati pa zato intenzivno, to je pa čista taktika, opozarjam na to, koliko je denarja tam zunaj, da možnost alibija, da se ne da, probam še, kot bi rekel, angažirati državljan, tanjšati. In lahko rečem, da je bil odziv senzacionalno velik na to, kar sem pričakoval, da bo popoln flop. In zato je v mojih besedah čutiti nekaj, kar mogoče nikoli ni bilo, kanček optimizma. To je zelo lepo slišati. Da pa čaki, da moramo zamenjati vloge. Tako, V knjigi predstavljaš tudi tako, mislim, precej oziroma brez precej, samo fantastične zgodbe iz Islandije. Vseeno je pa potem v bistvu napisan tudi, da je Islandija tako največja v bistvu proizvajalka, kot tudi največja porabnica električne energije. In me v bistvu tukaj zanima
to vprašanje porabe, ne? Ker konec koncev Lučka Kajfež-Bogataj, ki je napisala tudi spremno besedo v knjigi, ona že ves čas, oziroma marsikdo tudi opozarja, ne, treba je iti v bistvu predvsem najti načine, da bomo manj porabili, zaradi tega, ker je treba zagotoviti, da bo cel svet lahko živel dobro in ugotoviti, kaj je tisto v bistvu, kar je mogoče presežno, kar ne potrebujemo in predvsem mečemo stran, ne, že zdaj v velikih merah. Tako da me zanima, mislim, je tukaj tudi neka ta dvojnost, oziroma kaj to pomeni, da proizvedejo in hkrati porabijo največ energije? Kognitivna disonanca je kolektivna in individualna, na primeru Islandije, pa ne samo Islandije, tudi Norveške, ne, pač gnane, zelene zgodbe gnane na naftno bogatstvo. Ne. Ampak Islandija je malo specifična, ne, res geografsko, ne, pač ima izrazite neverjetno geotermalen potencial, ki ga vrhunsko izkorišča vse od velike naftne krize konec 70-ih let, ko so v bistvu kot država skoraj da bankrotirali, ne, pa se veš, bankrotirali večkrat tudi kasneje, ne, in so naredili obrat, ne, so se rekli, dajmo izkoristiti to, kar imamo, ne, in so začeli pač izkoriščati geotermalno energijo, ne, tudi pri geotermalni energiji se najdejo kakšne temačne plati, zato pač, če se preveč vrta, drill, potem se tudi sezmična slika malce spremeni, ne, in število nekih manjših potresov na Islandiji se je dokazano povečalo za 200%, odkar se izrazito uporablja geotermalno energijo. Na drugi strani je kar en lep del najlepših delov Islandije, ne, hvala Bogu, ne severozahodnih fjordov, ki so moja, bi rekel, erotična obsesija, ne, je prepreden z hidroelektrarnami, z izidvenimi jezeri, akumulacijskimi jezeri in jezovi, ne. Seveda pač ob skandinavskem talentu za arhitekturo in estetiko to ne deluje kot totalno posilstvo narave, ne, v resnici pa marsikje tudi je, ne, in dr. Thomas na to in skupaj s fotografom Raksom Genijem, ne, na to opozarjata v svojih knjigah, v svojih tekstih, v časopisih in javnih nastopih, ne, in seveda, če dava to v kontekst podnebnih sprememb, ki so izrazito očitne, predvsem v arktičnem krogu, ki mu je Islandija svojo severno lego izrazito blizu, ne, v bistvu rišeta taleče se ledenike, pa ledenike nasploh kot kardiovaskularni sistem, ne, da je to, bi rekel, naše srce, naše ožilje in da moramo za to skrbeti kako za naše zdravje, ne, mi pa to, bi rekel, zastrupljamo s tem, pa s tem, pa s tem. In ta njuna kampanja, ne, ki zdaj traja že, ne vem, mislim, da 4. leto, je dosegla izrazito uspeha, ne, in je za seboj potegnila, pač Islandija ima zdaj že 2. leto zeleno premierko, ne, je potegnila za sabo tudi velike družbene spremembe, ne, tisto, kar so se pogovarjala prej, ne, in zavest, da vedno več preprosto ni dobro, ne, v bistvu logika temu, čemer se v slovenščini reče odrasti, ne, je kar fino penetrirala v kor, v jedro islandske družbe. To me izrazito veseli. Res je, ne, Islandija proizvede največ in porabi največ energije na prebivalca na svetu, ne. To, da porabi največ energije na prebivalca na svetu, niti ni tako nenavadno ali pa nekaj, čemur bi gledali izrazito v zobe, saj pač velik del leta izrazito hladna in vsaj nekaj mesecev popolnoma v temi, ne. In je zato poraba na gospodinjstvo pač izrazito visoka. Toda, ne, stvar ima tukaj pač precejšen catch, ne. Na Islandiji se v najbolj zahtevnih mesecih, torej sredi zime, ne, črne in bele, v gospodinjstvih porabi nikoli več, če se dobro spomnim, kot 15%, ne, vse ustvarjene električne energije, ne, kaj se zgodi z vsem ostalim, ne. Velik del, ne, in to je ta temna plat islandske energetske zgodbe, ustvarjene energije porabijo globalne korporacije, ki proizvajajo aluminij, ne. In z Matjažem sva delala tudi to zgodbo, na skrivaj sva pač z droni snemala njihova pristanišča in ponoči stala za njihovimi ogradami in delala to zgodbo, ne. Nekatere
v določenih trenutkih leta, ko je energija najbolj poceni, ko je največ proizvedene, to pomeni seveda takrat, ko je največ vode, takrat, ko se talijo ledeniki in zdaj se res talijo in se ne talijo samo en mesec na leto, ampak praktično že pol leta, takrat te aluminijske multinacionalke dobijo enormno količino elektrike za zelo poceni, obenem pa svojo prisotnost na Islandiji in aluminij, ki ga proizvajajo, ki se zelo malkrat ali pa nikjer ne reciklira, pa bi se lahko, in bi to že pri nas, recimo, samo da skozi v Sloveniji Talum porabi 9,5% vse energije proizvedene v Sloveniji. Že samo na primeru Taluma 40-50% lahko z reciklažo zmanjšaš energetsko porabo in s tem pridobiš 5% energije več, recimo, pa 4. Da se vrnemo na Islandijo, ta podjetja porabijo tudi 60% proizvedene električne energije, zelo malo ali pa skoraj nič dajo svojih zaslužkov, seveda, marsikje je to ekonomska svobodna cona nazaj v islandski proračun. Eno izmed podjetij velikih ima tudi svoje pristanišče, ki uvaža ključne sestavine, recimo celo iz Avstralije, tako poteka ta oskrbovalna veriga in v zadnjih 2 letih se je proti tovarnam aluminija vzpostavil velik upor in to tako na politični kot na družbeni kot čisto na skupnostni ravni. In se mi zdi, da bo ta zgodba se na Islandiji ne bo širila. Bilo je zelo možno v tistih časih, ko je Islandija bila del tega paketa banksterjev in finančnih malverzacij, šolanih v Združenih državah, tako lokalni čikaški fantje so Islandijo pokopali. Potem pa Islandija tudi, bi rekel, ni bila land of impunity kot velik del Evrope in sveta, ampak je s kaznovanjem teh pošastno pohlepnih mulcev v bistvu doživela neko nacionalno katarzo in tudi spremembo v političnem in družbenem delovanju in to se kaže tudi na odnosu do energije. Leta 2009 recimo, 2009 je obstajala velika nevarnost, da bi praktično Islandija postala praktično ena velika elektrarna. In razmišljalo se je celo, da bi v bistvu ves ta surplus energije, ki jo država proizvede, preko podvodnih kablov peljalo v Evropsko unijo, da bi Veliko Britanijo in tako naprej, pa po izračunih je seveda to postalo res vse malo predrago. Hkrati se je potem začel dogajati še Brexit in je ta zgodba zdaj pokopana. Ampak je po mojem dokončno pokopana raven zaradi tega, ker pa se je spremenila tudi družbena in politična klima. In to je ključno. Ampak v tem govorimo o državi, ki ima nekaj več kot 300,000 ljudi, kjer kdorkoli lahko kadarkoli dobi na telefon, tako zelo ljubko novozelandsko mi zvoni svojo premierko v pidžami in se pogovarjata enakovredno, kjer ni tega totalitarno bolanga, antidemokratičnega, semifašističnega pristopa do politikov, ki jih spoštujemo, pa se z njimi pogovarjamo prijazno, samo zato, ker so politiki. Za koji fucking kurac? Okay. Se strinjam, mislim, spoštovanje si je treba zaslužiti. Ti to počneš s svojim delom ves čas. Kam pot upanja vodi naprej? Oziroma so kakšna presenečenja, ki si jih najdu, pa bi jih rad še dodatno raziskal? Te je presenetilo to, kam te je do zdaj pripeljala ta pot? Mislim, Plan B je površna nedokončana knjiga. Je projekt, ki traja. To, kar je v tiskani izdaji zunaj, je del projekta. To je activity in progress. In z Matjažem izrazito načrtujeva stvari za naprej, ampak so kot številni ljudje v našem poklicu in v drugih poklicih zdaj vzemljena zaradi globalnih zdravstvenih težav. Ne moramo podprti teh zgodb nadaljevati. Že v tej knjigi bi mogli biti 2 dodatni poglavi, pa sem se nekako tudi z založnikom po mojem mnenju izrazito pravilno skupaj odločila, da gremo s knjigo čim prej ven, ker drugače bi bila mrtva ob rojstvu, če bi jo izdali recimo to jesen in ne poleti,
poleti pač se je dalo knjigo, mogoče še malo živeti, pa knjigarne so bile odprte, tako je bila to prava odločitev. Ampak cena za to je, da v knjigi ni Kostarike, ne, še ene velike ljubezni, ne, pač v bistvu prve, recimo temu srednje velike države, ki bo, če bo vse po sreči, že v prihajajočem letu postala prva postoglična družba, ne, govorimo samo v energetski generaciji, seveda, da se bo pač, da misije bodo še in še nekaj časa, ampak bodo bistveno manjše, ne. In kar je zanimivo na Kostariki, tako je to celostno od ponovne pogozditve do prepovedi lova, do tega, da je bila prva demilitarizirana družba in tako naprej, te v bistvu ljubki klišeji Kostariki, ki vsi držijo, ne, je, da se sporo videl s tem, s nekim izrazito tenkočutno holističnim stikom z naravo in sobivanjem, ne, in odsotnostjo rasizma, no, v zelo mešani družbi, ne, ali pa zelo nizko, glede na to, kako je vse posod po svetu, ne, še posebej zadnja leta izrazito narašča zopet rasno razlikovanje, ne, je v bistvu zgodba prišla od spodaj navzgor, ne, je zelo povezana tudi s staroselci, ne, in to se mi zdi zelo pomembno, ne. Pa ne v smislu zopet utopičnega iskanja neke stare, idealne družbe, ki jo morda v resnici nikoli ni bilo, ne, skoraj v religioznem smislu, ampak v pač zelo, zelo konkretnih rešitvah, ne. Seveda ima Kostarika to veliko prednost vulkanov, ne, in kako že vidimo Matjaževe slike, ne, skoraj tretjina energije, ne, pač uporabljene v celotni energetski generaciji, večinoma pa seveda vodi, je vulkanska geotermalna energija, ne, in to se mi zdi tako, pač, če ni brutalen poseg v naravo, ne, se mi zdi tako izrazito zanimivo sožitje, ne, ko bi rekel, Middle Eartha, mislim, ne, ali pa tako, zemeljske sredice z nekim etičnim korom družbe, no, ne. Seveda sem na Kostariki bil že prej in sem pač res imam rad Kostariko in se veselim, da bo to, ko bo mogoče lahko naredila, ne. Ker rab en tak primer, ki je v bistvu nastal iz nič, ne, se mi zdi, da tej knjigi to manjka. In ja, upam, da bo to uspelo že dosti v začetku naslednjega leta. Hkrati pa vzporedno delava zgodbo nuklearne fuzije, tega v bistvu v osrčju te zgodbe je največji znanstven, tehničen, inženirski projekt v človeški zgodovini, projekt ITER v francoski Provansi, projekt, v katerem sodeluje 35 držav, vključujoč Evropsko unijo, Kitajsko, Rusijo, Južno Korejo, Japonsko in tako naprej. In kjer v bistvu znanstveniki iz celega sveta delujejo pod eno streho in kaj takega, ki je tako v resnici obetavanega ali pa poenotenega v cilju še v življenju nisem videl, ne. In na tej točki treba pač res ločiti nuklearno fuzijo od fizije, ne. To nikakor ne gre za iskanje vodikovih bomb, ne, kot bi lahko kdo ob združevanju atomskih jeder pomislil, gre pa za neke vrste gradnjo, kako to smrdi po božjem sindromu, sonca na Zemlji, ne. Pač nuklearna fuzija je stalen proces, pri katerem se ustvarja plazma in ta plazma je, ne vem, mi jo poznamo, ne vem, je prisotna v severnem siju, neonskih lučeh in tako naprej, v nekaterih televizijskih zaslonih, v resnici pa je prostor, kjer se odvija morda naša energetska prihodnost, ne. In vedno se reče pri nuklearni fuziji, da bo čez 30 let, ne. Zdaj se zdi, da pač to ni več fikcija, ITER je zgrajen praktično 3/4 in tokamak jedrski reaktor tam stoji, ne, in pri jedrski fuziji, pri nuklearni fuziji praktično ni jedrskih odpadkov, ne. Vprašanje uničevanja narave ali pa morebitnih Černobilov je deplasirano, ne, in se mi zdi, da bi bila to lahko rešitev energetskega vprašanja, ne. Ampak še enkrat, ne, edina intimno vidim rešitev samo v manj jasno, v odrasti, ne, ampak zavedajoč se, kdo in kaj smo, dvomim, da bo do spremembe te paradigme prišlo, ne.
Zato se mi zdi vredno in nujno, tudi seveda novinarsko, prikazati primere, ki so pa mogoče malce bolj realistični. A ne? In govoriti o nuklearni fuziji kot realističnem primeru tukaj in zdaj pa že kar precejšen privilegij. Okay. Privilegij je tudi, da ne glede na to, da nadaljavo in prek ekranov smo nekako izvedli tale pogovor v decembrskem času. Hkrati sledi tudi še okrogla miza, in sicer 21. decembra ob 20. uri o globalnih izzivih, o katerih pišeš tudi ti, in lokalnih odzivih in rešitvah. Potekala bo v okviru prazničnega sejma knjige Podelkami, bo v živo, kar bo pomenilo tudi, da lahko bodo gledalci oziroma poslušalci postavljali vprašanja. Pogovarjali se bodo pa tudi o knjigi, o kateri, oziroma katere naslov in samo idejo si Boštjan ti omenil, Odrast in pa Zelena država. Jaz mogoče bi zaključila samo s tem, da zgodbe, ki jih Matjaž Krivic in Boštjan Videnšek pripovedujeta v knjigi Plan B, vsekakor niso za drugi plan, plan B, ampak so za prvi plan in bi konec koncev mogle biti ključne teme in zgodbe, o katerih govorimo kot družba. Tako da upam, da bodo del decembrskega branja oziroma branja naslednje leto in da bodo knjige take in drugačne polepšale prihajajoče dni in tudi prihajajoča leta. Tako da najlepša hvala, Boštjan, in hvala vsem. Hvala, Kristina, veliko čast mi je bilo to.